Veliki dogodki, kot je bilo nedavno svetovno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide, so tudi priložnost za razmislek, kako pomembni so taki dogodki za preživetje zdravilišča, ki je odvisno od trga in od vedno bolj zahtevnih gostov. Sredi prizorišča, sredi teniškega turnirja, pravzaprav na koncu. Takile dogodki se priležejo najbrž, ne? Res je, danes zaključujemo v Laškem že 13. mednarodno prvenstvo v namiznem tenisu za invalide. 13. zapored, tako letos, ko v maju gostimo v Laškem in v Termani veliko ekipo res svetovne elite na tem področju, ki kajkoli velja na področju namiznega tenisa za invalide. V letošnjem letu gostimo 315 tekmovalcev iz 43 držav iz celega sveta. Zanimivost letošnjega leta je zagotovo udeležba tudi Kitajske, saj za Kitajsko to pomeni v letošnjem letu hkrati tudi edini turnir v tujini, kar je za organizatorja kot tudi za nas zelo velikega pomena. Poleg tega je pa tukaj še velika ekipa organizatorjev, potem so tukaj sodniki in vsi tisti, ki jim ta šport nekaj pomeni. V letošnjem letu, torej 13. zapored, drugo leto, kot potrditev našega dobrega sodelovanja, organizirajo pri nas v Laškem že 14. mednarodno prvenstvo, kot dokaz, da v Laškem, v lokalni skupnosti in tudi v Termani res živimo s tem dogodkom in se trudimo na vseh ravneh, da se gostje dobro počutijo, kar pripomore tudi k njihovim dobrim rezultatom. Nas čaka konec septembra prihodnjega leta tudi evropsko prvenstvo. To pa bo v Laško pripeljalo 400 tekmovalcev, poleg tega pa še vsaj 200 najrazličnejših oseb z področja organizacije, trenerstva in ostalih, ki ljubijo ta šport. Posebno je tudi za nas pomena to, da bodo v Laškem bivali najmanj 10 dni. Torej, enkrat na mesec en takle dogodek, pa je Termana pravzaprav ne samo rešena, ampak v dobro stoječem stanju. Mi se trudimo, da je takšnih dogodkov čim več, ne samo na področju tega športa. Če zopet se vrnem na ta dogodek, ne pripelje samo teh, ki sem jih omenila. Tu so najrazličnejše priprave, ki jih ekipe iz našega mednarodnega okolja izvajajo tudi v Laškem, v najrazličnejših mesecih, za najrazličnejše tekmovanja in tudi za letošnje olimpijske igre se jih bo kar nekaj pripravljalo v Laškem. Poleg športnih dogodkov na področju invalidskega turizma ni samo namizni tenis, so potem tukaj tudi kolesarji, pa so lokostrelci, so plesalci in vsi ostali športi, ki jih Olimpijska zveza tudi ima registrirane v okviru svoje dejavnosti. Trudimo se tudi pri vseh ostalih športnikih, so to rokometaši, košarkaši, odbojkaši, notranji nogomet, tako da na področju športnega turizma še naprej želimo utrjevati svoj položaj in krepiti število nočitev iz tega naslova. No, glede na to, da je šport ena vaših temeljnih postulatov, bi rekli, ne, bi človek mislil, da bi bilo za vas zelo ugodno in priročno, če bi bila dvorana Tri lilije vaša in ker je to skoraj zastonj zdaj na razpolago, zakaj se ne odločite za kaj takega? Tukaj bom rekla tako, da lokalna skupnost zelo sodeluje pri tem projektu. Dokaz tega je zagotovo dvigalo, ki smo si ga vsa ta leta želeli in ga letos tudi tik pred dogodkom dobili. Naredili smo ga pa z trudom in z lokalno povezanostjo občine Laško, pivovarne Laško in seveda tudi Termane Laško. In ne dvomim, da se tudi z dvorano v bodoče kaj takega ne bo zgodilo, ker interes zagotovo je na vseh straneh. Se pravi, da boste to kupili oziroma vzeli v najem kar vi? To pa težko odgovorim. Mislim, da bomo sodelovali in našli neko skupno rešitev. Torej nekaj tednov že skoraj, ne, prva dama Termane. V kakšnem stanju ste sprejeli družbo, je škoda vprašati, ker je zdaj v dobrem stanju ali kako? Bom rekla takole, po odhodu gospoda Bošnjaka sem res začasno do imenovanja nove uprave, ki bo dvočlanska, prevzela vodenje tega podjetja. Podjetje lahko rečem, da ga poznam zelo dobro, saj v njem delujem že več kot 20 let. In z ekipo, ki je podjetju predana, ki je odlična ekipa, kar je velikokrat že dokazala, saj smo presegli že marsikatere težke čase in uspeli dosegati naše zastavljene cilje, ni težko delati.